Včasih je dobro biti pri koritu. Kaj se namreč dogaja? Tamara že cel mesec pravi, da je boli trebuh. Trebuh me boli. Saj si mislila, pač kakšna viroza ali pa kaj. Ali pa mogoče strah pred testom pri matematiki. Ampak ker je vse skupaj se že vlekel, sva je le prepričala, da da kri. In kaj sva odkrila? Preverite v tem videu, kjer boste zvedeli več o intoleranciji, alergiji na mleko, laktozni intoleranci in pa kaj zdaj sploh lahko je ta naš otrok. Živijo spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in tukaj z vami vsako nedeljo deliva koristne stvari za zdravje. Veliko govoriva o hormonih, ščitanci, alergijah in pa tudi o hrani, tako da če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal in tako boste obveščeni vsakič, ko objavljam nov video. No, idejo za ta današnji video sva pa dobila v bistvu zato, ker naša Tamaro nekaj matra. Pa tudi zato, ker se dnevno srečujemo s pacienti, ki nam povejo, da jih napihuje, imajo prebavne motnje, driske, so zaprti. O čem torej govoriva? Zdaj, če tudi vas nekaj matra, potem ste v tisti polovici ljudi, ki so intolerantni na vsaj eno živilo. Intoleranca pomeni nezmožnost prebavljanja določene snovi v živilu. Ta snov pa je lahko beljakovina, sladkor, nek dodatek ali pa maščoba. Sam, če praviš, da nas je polovica intolerantnih na nekaj, zakaj je pa to tako težko odkriti? Zato, ker se simptomi intolerance pojavijo kasneje, naprimer po 2 urah, lahko pa tudi po 2 dneh. Pa se kdo od vas spomne, kaj je jedel predvčerajšnjem za zajtrk? Da se pa vse skupaj še malo zakomplicira, so pa pol simptomi intolerance še ful podobni alergiji. No, zdaj pa najbrž že veste, da alergija na hrano in intoleranca nista ena in ista stvar, veste? Simptomi alergije na hrano se namreč pojavijo takoj. Imamo zraven običajno še kakšno izpuščaje na koži, lahko nas tudi srbi grlo, začnejo se nam solziti oči, podobno kot recimo pri prehladu. No, če pa vaše težave obsegajo bolj tiste prebavne motnje, se pravi nekaj vas šraufa, napihuje, imate vetrove, ta občutek bolečine pa je lociran nižje od želodca, potem gre precej verjetneje za intoleranco. Najpogostejša živila, ki povzročajo intoleranco, pa so pšenica, gluten, oreščki, jajca in pa mleko. To je vse. Kot sva rekla na začetku, sva hčeri vzela kri in očitno ima intoleranco na mleko, ker tole je njen izvid. Kaj pa je tazga v mleku, da je povzroča intoleranco? Lahko je več stvari. Prva je laktoza in to je mlečni sladkor. No, za razgradnjo laktoze potrebujemo encim, ki se mu reče laktaza. Ta encim pa se načeloma nahaja v mleku oziroma ga naše telo proizvede samo. Če tega encima nimamo, smo laktozno intolerantni. In laktozna intoleranca je zelo redka pri otrocih, zato pa precej pogosta pri odraslih. Za njo je odgovoren gen, ki ga pač imamo ali pa ne. Zanimivo pa je tudi to, da je večina Indijcev laktozno intolerantnih. Ja, dobro, če pa krava sveta žival. Kako pa odkrijemo laktozno intoleranco? Obstaja genetski test, torej kombinacija genov, pri katerih je verjetnost, da nekoč postanemo intolerantni na laktozo pač večja. In pa obstaja potem tudi dihalni test, pri katerem sta kot stranski produkt ob nezmožnosti prebavljanja laktoze nastane plin, ki ga v laboratoriju lahko umirimo. Na voljo je veliko mlečnih izdelkov brez laktoze, ampak niso pa na voljo mlečni izdelki brez mlečnih beljakovin. Tudi maslo je v večini primerov brez laktoze, podobno kot nekateri bolj trdi siri. Sir je namreč stranski produkt bakterij in nekatere bakterije prav z užitkom pojejo tisto laktozo, ki je v mleku. Laktozne intolerance se ne da pozdraviti, lahko se le izogibate laktozi ali pa kupujete izdelke brez nje. A to vse brez mleka? No, poleg laktoze pa lahko intoleranco povzročajo tudi mlečne beljakovine, v tem primeru pa rečemo, da smo intolerantni na mleko. No, intoleranco na mleko pa lahko povzročajo tudi beljakovine, ki se nahajajo v mleku in mlečnih izdelkih, kar je v bistvu precej pogosteje kot laktozna intoleranca. In očitno ima tudi hči težave ravno s temi beljakovinami. Neintolerance torej ne povzroča laktoza, ampak mlečne beljakovine. V njeni krvi smo namreč najdeli visoke koncentracije protiteles proti beljakovinam v mleku. No, teh beljakovin je več. Za sirotko ste najbrž že slišali, potem je tukaj še kazein, ki ga je veliko v skuti, in pa alfa-laktalbumin in beta-laktoglobulin. No, veliko mlečnih beljakovin pa najdemo tudi v izdelkih za fitness. Za razgradnjo teh beljakovin je potreben encim, da bi telo razgradilo beljakovine na manjše aminokisline.
Kot rečeno, je mleko včasih vsebovalo več teh encimov, danes pa zaradi priprave bolj pogosto povzroča težave. In kaj torej pomeni ta izvid od hčere? Ja, da ne sme jesti mleka. Ampak potem se pa človek vpraša, kaj pa pudingi, jogurti, skutke, piškotki, kjer je noter mleko? Imam mleko. Ne, nima mleka. Odvisno. Odziv je precej močan, zato se bomo midva tega lotila takole. Prve 2 tedna ne bo uživala nobenih mlečnih izdelkov. Prve 2 tedna sta vsaj po najnem mnenju najtežja, zato ker pač večinoma še imaš stvari doma, ki so še za porabiti. V trgovini si pa tudi malo zmeden, ker kar naprej iščeš, kam vse so dali mleko, razne piškotke in rogličke in tako naprej. In po kakšni logiki ima riba mleko? In mogoče so še najtežje stvari tiste, na katere si navajen. Pri nas so to palačinke. No, naša hči ima pa tudi eno tako super ameriško navado in to je, da da sir na vse. Čeprav mislila, da za njen izbruh simptomov niti ni toliko kriv sam sir, ampak bolj kakšni jogurti. No in zdaj se ta Reva že sprašuje, kako za Boga bo jedla makarone s sirovi omaki, če pa ne sme jesti sira in kaj bo sploh dala v sendvič. Ampak sir se nama sploh ne zdi toliko problematičen, zato ker v laboratoriju testiramo vsako beljakovino posebej, dostakrat ugotovimo, da je bolj problematičen kakšen kazein. In kazeina je največ v kakšni skuti, sladoledu, mleku in sam po sebi se to zelo dolgo časa presnavlja, zato je mogoče vsaj na začetku diete smiselno pogledati, kaj vsebuje kazein in kako se poskuša temu čim bolj izogniti. Ne, nima mleka. Nekdo, ki ima torej intoleranco na mleko, se mora izogibati mlečnim beljakovinam. Nikjer ne piše sploh. Če pa bo kupoval izdelke brez laktoze, svoje težave ne bo rešil in prav tako ne bo odpravil simptomov, ker laktozna intoleranca in intoleranca na mleko nista ena in ista stvar. Še enkrat, pri laktozni intoleranci nas muči sladkor, pri intoleranci na mleko pa so problematične mlečne beljakovine. No pa tudi testiranje ene in druge je v bistvu različno. Intoleranco na mleko namreč lahko odkrivamo v krvi, medtem ko laktozno intoleranco dokazujemo z dihalnim testom. Če si torej želite pozdraviti toleranco na mleko, bo treba za nekaj časa na izločitveno dieto. Pri dietah pa je vedno tako, da se ti zdi, da boš pogrešal lih tisto, česar ne smeš. Pri keto dieti so to naprimer sladkorji pa sladkarije, cukor nasploh, če pa ne smeš mleka, boš pa kar naenkrat pogrešal vse iz mleka. Ima sir. Ne, nima sira. In veliko pacientov naj tudi vpraša, ali je intoleranca trajna. Tukaj vam čisto jasnega odgovora ne moramo dati. To je veselje, ker najdeš svoj najljubši jogurt. Kaj najmanj sladkorja. Ampak dajmo pogledati drugače. Če se bolje počutite, ko naprimer ne jeste nekega živila, naprimer pšenice, pa vam to ne predstavlja posebne težave, ja, a je pa res vredno jesti nazaj pšenico? Če pa ne morete brez enih stvari, potem dajte mogoče poskusiti postopoma uvajati nazaj ta živila, ki so problematična. Recimo, pri hčeri bova midva za 1 mesec čisto ukinila sir, potem ga bova pa spet kupila, pa bova videla, kaj to naredi na njeno počutje. Fulubar. A sojn? Kako ga so? Če jo bo spet začel boleti trebuh, potem veva, da sva bila prehitra. Tisti, ki intoleranco raziskujejo še bolj podrobno, ugotavljajo, da tak razdražen imunski sistem, ki začne prepoznavati alergene v hrani, bolj pogosto deluje v času viroz, alergij, se pravi takrat, ko ima največ dela. To pa je običajno spomladi in pa jeseni. No, a kaj pogrešaš mleko noter? Evo, hči bo torej še nekaj časa na dieti, potem bo pa kmalu spet lahko začela s sirom pokrivati vse, kar meni pride. Upava, da so vas tem video kaj novega naučila, da znate zdaj razlikovati med intoleranco na mleko, alergija na mleko in pa laktozno intoleranco. In če ste torej zvedeli nekaj novega, nama stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste, pa delite ta video s kom, ki ima prebavne težave. No, midva se zdaj vračava nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Piše, da je vegan. Če mesa se začnem izogibati, pa bom resno vegan.